Ko smo vprašali bi enkrat naše slavne profesorje Grafenaurja, Cvitra, Gestrina na brucovanju zgodovinarjev, kaj mislijo o samostojni slovenski državi, so rekli: fantje, ne sanjajte, bodite realisti, to ni mogoče. Ta odločitev se ni zgodila čez noč. Zorela je v nekem dolgem procesu. A bi imeli rajši Pučnika? Ja, ne vem, mislim, njega sem poznal pravzaprav manj kot vas. Pričakoval sem, da bi bil bolj trd sogovornik, kot ste bili vi. Če mi ne bi imeli izvršilne oblasti, bi lahko imeli plebiscit s 100% za samostojnost, pa ne bi bilo nič, bi ostali pri sanjah, deklaracijah in dobrih željah, ne? Jaz kakšne romantične enotnosti kasneje nisem doživljal kot šef vlade. Recimo, zelo nas je takrat vznemirila mirovna deklaracija, kjer smo imeli pač različne poglede. Vse te aktivnosti so šle v smer samo ne orožja, pojdimo po demokratični poti. Tega, da bomo to uporabili kot taktiko, se nismo dogovorili. Agresorji niso imeli nasproti sebe samo teritorialce in policijo oziroma miličnike, ampak so imeli ljudstvo. Zame je ključno, in to bom zelo poudaril, da smo v ključnih trenutkih sodelovali in da ni prišlo, bom rekel temu kar tako, ni prišlo do pete kolone. To, kar je Beograd pričakoval. O tem misteriju tega mojega ključnega stavka ni se nanašal nič na to, da bo prišlo do napada, ampak da je z novim dnevom treba prevzeti odgovornost za državo, da država ni pravica, ampak je trdo delo. Če hočejo ukinjati osamosvojitev, pa pol morajo ukinjati slovenski narod. 90% ljudi je bilo za to.